in nekako tam od leta 2020, ne, se ta zgodba odvija, pa potem 2021 se je pa razvila, ne, kar se tiče knjižnice. Kar se tiče knjižnice. Tik pred korono se mi zdi. Ja, letos smo pa končno uspeli vse to nekako zdaj skoraj že zaključiti, ne pa še čisto, kar je v bistvu bolj muzejskega, je ta miza stoli, tukaj je bila ta miza nekako ves čas, oziroma to je bila prvotno, ko je muzej bil ustanovljen, pa bolj malo kasneje, pisarna prvega ravnatelja oziroma ravnateljev, ne. Ampak potem počasi se je to preselilo, ostala pa ta dolga miza s tem stolom, no. Ampak zdaj jaz ne bi veliko, ne, bi ti najprej nekaj povedal, boš povedal tisto na začetku, ali si mislil potem, ko že vidimo knjige? Mogoče lahko kar zdaj. Ja. Ker mi lahko sedimo, želiš, da stojimo? Jaz mislim, da bi bilo lepo, da se gosti in vsi skupaj sedete. No, tako. Jaz bom pa že stavil, tako kot se spodobi, zagovornika. Kamor želite? Izvolite. Torej, spoštovane dame in gospodje, veseli me, da smo se danes zbrali v tej knjižnici, ki jaz ljubkovalno rečem grajska knjižnica, če povem, da to ni njen uradni naziv. In dovolite mi, da spregovorim nekaj besed v tem današnjem dogodku. Torej, veseli me, da ste se danes tako prijazno odzvali našemu povabilu na današnji dogodek. Ta dogodek sem pa jaz pojmenoval donacija strokovne literature knjižnici Posavskega muzeja Brežice. V času Konstantina Velikega 306 do 337 se je rimska država pokristjanila. Leta 313 je bil sprejet Milanski edikt, s katerim postane krščanstvo svobodna in enakopravna vera. Smo tu točni, ja. Ura pa igra melodijo svetega Mihajla. Še odbije. Ja, tvoje svetnik, ja. Ni lepo vodka. Tako. Torej, 29. Torej, kot sem rekel, torej leta 313 je bil sprejet Milanski edikt, s katerim postane krščanstvo svobodna in enakopravna vera. Država ni več sovražno ovirala cerkve, ampak jo je celo pospeševala. Samo pokristjanjevanje rimske države olajša cerkvi boj za obstanek. Cerkev v tem času natančneje izoblikuje svoje nauke. Krščanska vera ima za razvoj evropske ideje velik pomen. Širjenje same vere pomeni širjenje ozemlja, ki ga lahko vključimo v evropski prostor in širjenje skupne krščanske identitete. Za Evropejce oziroma evropejsko bi lahko označili tiste prebivalce in dežele, ki so bile v takratnem času pod vplivom krščanstva. Iz te ideje se kasneje oblikuje ideja, ki jo predstavil papež Pij II. V 15. stoletju. Evropa je enako krščanstvo. Je torej sestavni del evropske zgodovine, kot tudi sedanjosti. Kdor položi dober temelj, bo mogel zgraditi dobro in trdno stavbo. Z lepim življenjem polagamo trdne temelje. Misli Leopolda Mandiča. Menim, da je krščanstvo nepogrešljiv sestavni del temeljev, ki jih omenja gospod Mandič, zrcalijo se pa v kulturi, vrednotah, omiki, človečnosti, ljubezni, v sedanjem času pa tudi v hrepenenju po miru. Z veseljem v srcu predajam strokovni grajski knjižnici Posavskega muzeja Brežice izbor strokovne svetopisemske literature, oziroma strokovne literature Svetopisemske družbe Slovenije, z željo, da bi obiskovalci, gostje, študentje, bralci radi po njej posegali. Spoštovanjem in še datum sem dopisal v Brežicah 12. Kimovca oziroma Sadnika 2022. Hvala vam še. Torej, v škatli se nahaja svetopisemska
strokovna literatura. Jaz svetopisemsko družbo že dolgo spremljam njihovo založništvo. Žal nekaterih knjig, ki so sicer bile na spletu objavljene, pol ni bilo v ponudbi, ampak so obljubili, da me bodo obveščali, ko pridejo spet v prodajo. Tako da mislim, da imamo tukaj noter 14 del, pa predlagam, da se kar lotimo odpiranja škatle. Tukaj najmanj. Kaj pomagam? Ker so dvoje škarje. Mislim, da Še halinke. Svetega pisma ni lahko priti, ne da? Pot do zvest vodi skozi trnje. Ampak ko pridemo do zvest, se pa trnje tudi splača. Prehoditi. Reči pa je Robert profesor na Novomeški gimnaziji. Kaj pa učite zgodovino? Geografijo in zgodovino. Geografijo in zgodovino, krasno. Drugače pa pač Brežičan. Sem domačin, me je zaneslo v sosednje Novo mesto. Vidim, da je to. Kaj pa če 200 šperkov položil? Poglejte, kar pa same pa To bo padale. Aha, ta je taka bolj enciklopedična. No, to je pa Kraševec. Smo še mogli lepega dne študirati. Veliki biblički rok. Aha, se vrta 4 evangelije. Neke te knjige nam razoznani. Je vam je znani, da? Veda. Pač v nemščini, pa v drugih jezikih. A to kar odpiramo, ne? Ja. V Ne bomo nemščini. dali na police. Ja, Pogodanca, to je več kot Ampak nemščini. To je 4 evangeliji, sinopsa 4 evangelijev. Meni 4 evangeliji, kako so si med seboj dogodki povezani, tako imate potem 3 ali 4 evangelije, sinopsa sicer je bila na vrhu 3, Matej in Marko, Luka imajo to povezano še To je primerjava. To so te pravali. Primerjava. To boš Peter ti bral, ker ti bolj... English, ja, mislim, da Ne, English, to je nemško, ko vidim. to ne ni, Ni? to je angliško. A res? Sinopsi so bolj pa A nemško pa je angliško. Zdaj pa koda, tako da po mojem bilo nekaj za... To je tale izdaja biblioteka, ja mislim, da je. Ja, s tem, da je tukaj je pač pripomoček za branje, ne? Aha. S tem žametnem. Kako pa je to? Aha, to je pa po knjigi. To so pa zelo te nastavljene. Ja. To lažje najdeš, tako se mi zdi tudi. Ja. 5 mulja so bili na sodniki, 2 sami, nekaj kraljev, koriški. To znakam je, ne? Tako da enostavno lahko. Odprlo se mi je najbolj znamenito poglavje. Apostol Pavel, prvo pismo Korinčanom, 14. poglavje. ja, ljubezen. Ko bi govoril človeške in angliške jezike, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. Sem brnet bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore predstavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje in bi nahranil lačne in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, pa brez ljubezni mi nič ne koristi. In tako dalje. Ja. Kakšna ljubezen. In na koncu še preberi Zdaj tisto, pa- na koncu tisto poglavje še preberi, ljubezen Nikoli nikoli ne mine. Ne mine. To.
Ja. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja med temi je ljubezen. Apostol Pavel. To običajno napišemo na spominsko knjigo poročencem. Tako da jih to spremlja lahko vse življenje. Velja pa za vse. Ne? Velja pa za vse, gre za koncept, v kakšnem smislu je knjižnica na voljo, kako bi rekel, kaj naj bi predstavljala, oziroma kaj naj bi vsebinsko ponujala. Ne? Ja, zdaj, če to ponuja pač vse, kar se dnevno natisne, knjig namreč, ne? Ker Slovenija je znana, da se natisne ogromno knjig, medtem ko kupna moč je pa glede na naše število naših prebivalcev bolj malo. Imamo svetopisemska družba, jaz bi rekel, strašno popularne cene, to je zelo, zelo dostopne. To pa je res. Strašno dostopne. Res, 20-30 evri še mislim, niti ne toliko, malo več od laka. Svetopisna, ne? Ja, zelo, zelo ugodno. V bistvu to je strokovna muzejska knjižnica, ne? Se pravi, so predvsem tisti, ki so vezani na naše področje delovanja, pa na območje. Ne? Je pa to res eden pač najlepših prostorov, tudi kaže recimo s tem portalom, najverjetneje na tisto prvo fazo, ko ni bilo še tega stopnišča, ne? In so bile v bistvu v nizu prostori, grajski, in se prihajalo iz najbrž zunanjega hodnika oziroma iz teh arkadnih delov, ne? In tudi najverjetneje je bilo še kakšno leseno stopnišče. Tako da mi si želimo, da je ta prostor res en prostor znanja, ki je dostopen vsem, ni pa to zamišljeno, da bi se knjige sposojale kamorkoli, ne? To ni nobena knjižnica v tem smislu, kot si jo mi zdaj predstavljamo, kjer gre za izposojo, vrnitev, aktualne tiske. To je bolj študijska, recimo. No? Da tukaj pridejo in tukaj berejo, preberejo. Seveda tudi kakšnim študentom naših strok izposojamo knjige. Tudi izposojamo sploh tisto, kar recimo ni v teh raznih knjižnicah. Je pa zdaj predvsem to res, da je urejena tako v smislu, da smo pač parket uredili, stene in tako naprej. In pa seveda naš donator nam je pa omogočil nakup opreme, ki jo vidite okrog sebe, razen teh miz in stolov. Vse ostalo v bistvu je donacija, se pravi od posebej za nas narejenih omar, ne, do tukaj sicer moramo še zamenjati police, imamo močnejše police, ker vidite, da nekje sem ukrivila, ker so težke knjige. Potem pač Slavovo Velikranski celovit prevod za potem tudi veliko grbovno knjigo, to smo dali tudi posebej v to vitrino, ker gre res za naše območje tudi zelo pomemben tisk, ne, ker Valvazor piše predvsem sicer o Kranjski, ampak seže tudi malo čez ostale meje. Tako da karkoli mi preučujemo, je dejansko najti v teh, ne, in od Save do drugih rek, do Šegina Vad, samih mest, območij in tako naprej. No. Teda Valvazor je res ta prvi slovenski muzealec, bi lahko rekli, ne? Ker ga je zanimalo praktično vse in vse, kar je uspel zvedeti, je tudi pisal, recimo tudi ta njegov sodelavec je bil krški župnik Gašper Tunker-Schneider, ki prvi piše in raziskuje najdbe Neviodunske, ne, se pravi, te prve zakladne najdbe so v bistvu že iz tam 17. stoletja in v njih piše Valvazor, ne, ker pač prej nimamo virov, bi lahko rekli. Tako da to potem pa seveda, to pa so pač naš fond, ki se dopolnjuje, tudi Brežiške študije imajo svoje pomembno mesto, ne? Vidim, Spod župnike. Joj, jaz vas ne moram drugač klicati, kako bom jaz oba župnika zdaj klicala? Bom se navadila, ne? Glavno, da bomo razumeli. Tako ga je kaj namenjeno. Ja, se bo. Nekaj naših izdaj, ne, tako, evo, tudi te Smukovičeva knjige, se tako pač potrudil, potem pa po neki presoji sta to kolegici Miša in Stanka delali, ne, manj še odprej, ker smo imeli prej sicer več polic, ampak bolj kot ne vse tako, ne.
Določen del je pa seveda tudi še pri kustosih in strokovnih sodelavcev po pisarnah, tisto, kar res bolj tekoče potrebujejo, to je pa pol še področja, katera pokriva arheologija, etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina. Ne. Tako da, to je Glede to. na starost imate koliko najstarejšo knjigo, recimo? Ja, najstarejša nam je izvod Biblije, kar pa imamo v sefu, ne. Isto imamo pa posebej. Original? Ja. Enega Eden od izvirnikov, ni faksimile? Ne, imamo tudi faksimile, ampak izvirnik, ki je prišel iz kapucinskega samostana iz Krškega. Še pred vojno, ko je bilo ustanovljeno muzejsko društvo. In je ta zgodba takšna, ampak to je taka zgodba, ne. Dejansko je en trgovec Engelsberger bil med ustanovitelji muzeja in takrat so pač to kupovali tudi za muzej, oziroma so kapucini prodali, da ta denar investirali v peč za kurjavo. To je zdaj ta zgodba, ki je pač v naši dokumentaciji znana, ampak seveda je Engelsberg to kupil za muzej, ne? Že za nastajajoči muzej leta 1941, tako da to je, takrat so pridobivali tudi recimo ta slavni industrialec Fran Bonač, je kupil celo zbirko portretno družine Moškon iz Pišec za muzej, ne. Jo je pa pač plačal in je podaril potem novo nastalemu muzeju v Krškem, takrat je bil Krško za celotno Posavje. Tako da, to so te pač naše prvi dragoceni predmeti, ki jih imamo. Potem pa imamo kar nekaj 18. 19. stoletja, ne. To je pa pač bolj stari tiski, so pa zaklenjeni, no, v omarah, ja, mogoče ki odpreš. Ampak zdaj ste me dobil z natančnimi podatki, pa nimam pojma. No, Da bi pa imeli prav, kar se tiče inkunabul, pa recimo teh, večinoma smo nekaj že oddali tudi vnuk, ker to pa itak nismo, ne mogoče, da mi to hranimo, ne. Mislim, da imamo še ne 2 inkunabuli tle, koliko imamo? Mislim, da več. No, ja. Aha. Zdaj, Robert je pa potem še pač opremo za uro, ki jo hodi navijat, še eno lončnico dobimo. Preproga je tudi posebej naročena iz Nemčije, tako da to niso zdaj neki dragocenosti, to mi lahko tukaj penino in kavico spijemo izjemoma na to mizo, ne? Ja, nam dovoliš, ne? Da ne bomo šli ven iz knjižnice. Ker tudi zdaj to niso zdaj prvi tiski, tako da lahko, ne, se pač knjiga se mora uporabljati načeloma, ne? A ni pa treba, kaj to, ne? Ja. Dovolite, gospa Alenka, še meni kakšno besedo? Seveda se upravičujem. Ja. Nič, hvala lepa za to. Spoštovani gospod, spoštovana Alenka, ja, res sem vesel in hvaležen za to, da ima Sveto pismo, ki je knjiga vseh knjig širom našega ljubega sveta, tista, ki nagovarja srca. Takšnih ali drugačnih src ljudi torej. In hvala, gospod, za to plemenito dejanje, da ste našemu muzeju tako kot en mogočen stric iz ozadja, ki tako lepo poskrbite tudi za besedo življenja. Ne bi mogel iz svojega foha, če ne bi omenil tudi našega škofa, če bi bil v tem trenutku tukaj, bi bil zelo hvaležen in vesel, da se beseda življenja tako lepo prenaša naprej. Še posebej iz strani učiteljev, profesorjev in naj bo en odgovor na to, tudi njegova beseda, ki jo je oplemenitil iz besede. Če je z veliko začetnico napisano, pomeni o Logosu, Logos pa vemo, da je to sin človeka, torej Jezus Kristus, in to je njegov biblični slovarček. In tega vam, gospod, v zahvalo za to, ker toliko dobrega naredite za naš muzej tukaj, lahko rečem že naš, ker sem že župnik tukaj, a ne? V imenu obeh dveh mojih sobratov, se vam res zahvalim za to in želim še obilo navdihov, veliko veselja, radosti, predvsem pa, da bi z takšno strastjo in radostjo opravljal svoje poslanstvo tudi za naprej. Vse dobro. Ko sem prej govoril tudi ko sem omenjal temelje, ne, če bo vse po sreči, bi se jaz upokojil čez 6,5 let in bom z veseljem prihajal tudi v knjižnico se poglabljati v literaturo, ker to so večne resnice, ki si zaslužijo odmeri našo pozornost. Tako da sem Alenki obljubil, da bom prišel pomagati čisto volontersko.
tistim, ki bodo želeli črpati znanje iz te naše knjižnice. No. Tako da imam pa tudi rad pregovore in en pregovor pravi, kakor položiš temeljni kamen, ne, tako tudi naprej izidaš. Ne. Če tisti kamen ni pravilno postavljen, je tudi stavba polvegasta. Ne. Tako da jaz to razumem kot en tak kamenček, no, dodatek k temeljem. Ne. Tako da, hvala vam še enkrat. Hvala za to. Hvala. Ja, tako? Evo, Ja, mi smo pripravili eno penino, ker je to slovesni dogodek, imamo pa tudi kavico in še malo tako, da bomo to bolj na to stran dali, pa bomo zdaj sedni danes mišno zaporočujemo, ne?